Spoštovane gospe in gospodje, lepo pozdravljeni na današnji razpravi Slovenskega društva za mednarodne odnose. Veseli me, da ste kljub dežju, pomešani s snegom, prišli na današnjo razpravo. Pozdravljam seveda najprej našega gosta, veleposlanika dr. Boža Cerarja, člana našega društva. Naslov njegovega nastopa o tem, kakšen bo prihodnji svetovni red, se odloča sedaj, je precej poveden že sam po sebi. O nespoštovanju svetovnega reda in spremembah svetovnega reda in ali je bolje rečeno morda svetovne ureditve, se spopadajo politiki in akademiki po celem svetu, v posameznih državah, v Združenih narodih, v akademskih krogih, tudi v Sloveniji. Razpravo bom povezoval Marjan Šetinc, predsednik SDMO. Najprej pa nekaj uvodnih besed z moje strani. Svetovni red, ki je nastal po drugi svetovni vojni in se dograjeval z vzpostavljanjem mednarodnih institucij, raznimi sporazumi, multilateralnimi in seveda tudi bilateralnimi. Mnogi so vzeli te rešitve za nedotakljive, nespremenljive, torej večne. Danes je jasno, da temu ni tako. V svetovnem redu se odloča vsak dan, ali bolje rečeno, svetovni red se neprestano spreminja in tudi določa, kaj bo jutri. Veliko je dejavnikov, ki pogojujejo spremembe. Že dejstvo, da je pred 70 leti o razmerah in urejanju sveta odločalo le 51 držav, danes pa 193, govori zase. Toda morda je bolj pomembno dejstvo, da je takratnih 51 odločevalk obsegalo le del svetovnega prebivalstva. Velik del sveta so sestavljale kolonije. Tudi prebivalstvo je sedaj porazdeljeno drugače kot pred 70 leti, ko se je zgodil največji val dekolonizacije. Ta porazdelitev prebivalstva neizprosno spreminja prebivalstveno in ekonomsko ravnovesje v svetu, s tem pa tudi prihodnost svetovnega reda na planetu. Svet je imel leta 1960 3 milijarde in 30 milijonov prebivalcev. Danes ima svet 8 milijard prebivalcev. Okvirni delež prebivalstva Zahoda, tako zvanega, o katerem se zdaj tako veliko govori v svetu, če štejem Evropo, ZDA, Kanado, Avstralijo, Japonsko, Južno Korejo, je leta 60 štel 26% vsega prebivalstva. Danes samo še 14%. Zahod, ki je določal in spreminjal svet v zadnjih nekaj stoletjih, se oklepa svoje dominacije, nekdanje veličine, ki se pač topi. Ne le po prebivalstvu, temveč tudi po ekonomski in politični moči. Tudi če ostane prebivalstvo kot danes, torej 8 milijard, se bo večinski svet odmikal od zahodnega svetovnega reda, zgrajenega in kontroliranega z ameriškim dolarjem. Sankcije, ki jih kar naprej uvajajo ZDA, Evropa ubogljivo sledi, neposlušno je kaznovana, po celem svetu množijo vrste tistih, ki se odmikajo od enopolnega sveta. Monopol nad denarjem, svetovnim bančnim sistemom, ki omogoča manipuliranje in kaznovanje neposlušnih, se doživlja kot nadaljevanje kolonializma. Na to, kako sedanje odločitve, današnje oziroma vsakokratne, določe prihodnje urejanje sveta, namreč v prihodnjem svetovnem redu imamo različne poglede, izhajamo iz različnih analiz, in o tem, kako primerjamo in razumemo pretekle rešitve, recimo sporazume,
in kako razumejo nove povezave ter nove globalne bančne institucije. Veleposlanik dr. Božo Cerar, pravnik, publicist in pisatelj, nekdanji državni sekretar na Ministrstvu za zunanje zadeve. Od leta 1997 do 2001 je bil veleposlanik v Kanadi, 2004 do 2005 na Poljskem, 2007 do 2011 veleposlanik pri NATO in 2013 do 2017 veleposlanik v ZDA. Svojo diplomatsko kariero je začel v 70-ih letih v SIP-u in jo zaključil kot veleposlanik v ZDA 2017 leta. Napisal je več knjig, vsi poznamo njegovo knjigo Diplomacija za kulisami, ki je šla leta 2000 in je izhajala v nadaljevanjih v Delu, sicer pa sta njegova kariera in njegova publicistika podrobneje predstavljena na Wikipediji. Veleposlanik Božo Cerar bo predstavil svoj pogled o tem, kar je nakazal v naslovu današnje razprave. Trenutno živi v Rimu, tudi Vatikan je tam. In iz Rima se gotovo vidi daleč. Morda se razmišlja jasneje. Božo, predajam ti besedo. Predsednik, kolega Šetinc, hvala lepa za uvod, za lepe besede. In dober večer z moje strani. Moram reči, da zelo cenim, da ste prišli v tem, bi rekel, vse kaj prej dobrem vremenu, ki pa nekako sovpada z me namara. Nekaj se dogaja. Ki pa nekako sovpada z mojim ne preveč optimističnim pogledom na trenutno dogajanje v svetu. Začel bom z trditvijo, ki ni moja, ki se jo pogrunta drugi, ampak jaz se z njo še kako strinjam. Namreč, da živimo prelomne trenutke. Angleško govoreči govorijo o inflection point, nemško pa o Zeitenwende. Inflection point bi lahko prevedli kot točko preloma, obrat, dogodek, aktivnosti, ki prinašajo korenite spremembe geopolitičnega položaja v svetu oziroma dramatične posledice za mednarodno skupnost. Zeitenwende, epohalno tektonsko spremembo, je v Nemčiji s svojim revolucionarnim govorom, ki ga je imel v Bundestagu, torej v nemškem parlamentu, je orisal kancler Olaf Scholz 4 dni po ruski invaziji na Ukrajino februarja 2022. V njem se je dotaknil začetka procesa velikega kvalitativnega preobrata v nemški zunanji politiki. Nemčija se je odločila, da bo napadeni Ukrajini priskočila na pomoč z orožjem, celo z najbolj sodobnimi tanki Leopard 2. Predtem se je zavzemala za politiko nedobaje orožja streljanemu vojaškem spopadu. Letna proračunska sredstva v obrambne namene naj bi hitro povečala na 2% BDP, kot zahteva dogovor v NATO. Z oblikovanjem posebnega sklada v višini 100 milijard evrov naj bi se posodobil Bundeswehr, nemška vojska, po letih zaostajanja. Zato se je Nemčija celo odločila spremeniti svojo ustavo. Gre vsekakor za največjo spremembo v varnostni politiki Nemčije od oblikovanja Bundeswehra leta 1955. V sklopu geopolitičnega prebojenja naj bi se odpravila energetska odvisnost od Rusije. Nemčija naj bi prevzela večjo vlogo v Evropski uniji in postala tudi svetovni igralec. Za zdaj kaže, da bo Nemčija pri tem vztrajala oziroma da gre res za zgodovinske spremembe, zahvaljujoč ruskemu
predsedniku Putinu in njegovim revizionističnim in imperialističnim ambicijam. Konec je nemške politike Wandel durch Handel, torej politike sprememb prek trgovine, preko gospodarskih stikov. Torej stališčem vrste nemških vlad, vključno z vlado Angele Merkel, da bo tesno gospodarsko in trgovinsko sodelovanje Nemčije, Zahoda z Rusijo oziroma njuna medsebojna gospodarska odvisnost zmanjšala bojevitost Rusije in jo pripeljala bližje Evropi oziroma spoštovanju na liberalnih pravilih temelječega mednarodnega reda. Kot vemo, se je zgodilo pravzaprav nasprotno. Nemčija je postala izrazito odvisna od ruskih energentov in izpostavljena ruskemu izseljevanju. Da se vrnem na moj stavek na začetku, gre torej za čas, današnji čas, ko bodo odločitve, ki se sprejemajo danes, še kako vplivale na prihodnja desetletja. Danes se torej odloča o pravilih prihodnjega svetovnega reda, o prihodnji svetovni ureditvi. Svet se je v zadnjih 100 let trikrat soočal s podobnimi odločilnimi prelomnimi trenutki. Mislim na čase po prvi svetovni vojni, drugi svetovni vojni ter po hladni vojni. Voditelji zmagovite koalicije Antante po koncu prve svetovne vojne, imenovali so jo velike vojne, vojne, ki ne bi končala vse vojne, ki ne bi napravila konec vsem vojnam in ki je ob življenje spravila okoli 20 milijonov ljudi. Torej, ti voditelji pri svojih odločitvah niso imeli najbolj srečne roke. Antanto, da pač razložim, mogoče so med nami nekateri, ki pač ne poznajo še tega. Torej, Antanto so sestavljali Francija, Rusija, Združeno kraljestvo in kasneje ZDA ter Italija. Slednja je pristopila iz tabora centralnih sil, Nemčije, Avstro-Ogrske, Osmanskega cesarstva, še navedem le glavne akterje. Svetovno dogajanje takrat je bilo osredotočeno na naš stari kontinent. Versajske mirovne pogodbe in Liga narodov kot prva multilateralna, globalna organizacija, torej tako pogodbe kot omenjena Liga, kljub velikim pričakovanjem miru niso zagotovile. Spomnimo, pojavil se je fašizem, pojavil se je Hitler nacizem, ki sta pripeljala do druge svetovne vojne in še več 70 milijonov mrtvih. Nikoli več, never again, je bilo vse povsod slišati na polovici prejšnjega stoletja. S tem namenom so ZDA kot hegemon, liberalni hegemon, skupaj z zahodnimi zaveznicami, mislim predvsem na Francijo, Združeno kraljestvo v prvi vrsti, vzpostavile in zanj jamčile liberalni mednarodni red z nizom pravil in institucij. Ta red, liberalni red, naj bi po porazu nacistične Nemčije in imperialistične Japonske svetu končno prinesel mir. Istočasno pa je šla tudi za odgovor na model Sovjetske zveze. Spomnimo, Sovjetska zveza kot zaveznica v koaliciji zoper Hitlerja, torej odgovor na njen model od države nadzorovanega gospodarstva, enostrankarskega sistema, brez svobode izražanja, z omejenimi individualnimi svoboščinami ter z vplivnimi območji. Za njegovo ohranitev liberalnega mednarodnega reda so ZDA po potrebi uporabile tudi silo. Govorimo o Pax Americana, ameriškem miru. Prej sem glede ZDA dejal, da gre za benignega, blagega hegemona. Nasprotje bi predstavljal predatory hegemon, plenilski hegemon, ki agresivno zasleduje svoje lastne nacionalne interese in ne upošteva svojih obveznosti do mednarodne skupnosti. Liberalni mednarodni red je vsekako ustrezal njihovim ameriškim interesom, vendar ob enem tudi interesom mnogih drugih držav v svetu. Temelji na odprtih družbah,
liberalni demokraciji, multilateralizmu, politični samoopredelitvi, prosti trgovini, tržnemu gospodarstvu, kolektivni varnosti, mirnemu reševanju sporov, spoštovanju ozemeljske celovitosti držav, človekovih pravic in vladavine prava. S tem namenom, kot je že kolega Šetinc omenil, so bili leta 1945 ustanovljeni OZN, Svetovna banka, Mednarodni denarni sklad in nekoliko kasneje tudi NATO in pa Evropska unija. Demokratične pridobitve naj bi se torej uveljavile tudi v mednarodnem prostoru. Včasih se uporablja tudi izraz na pravilih temelječi mednarodni red. Vendar ne gre ta dva izraza povsem enačiti. Pravila so lahko namreč tudi neliberalna. Kmalu po koncu druge svetovne vojne je nastopila hladna vojna. Šlo je za spor med Sovjetsko zvezo in ZDA ter njunimi zaveznicami. Trajala je vse do padca Berlinskega zidu na prelomu 80. in 90. let prejšnjega stoletja. Supersili sta imeli bistveno drugačna politično-ekonomska sistema, nasprotujoči si ideologiji in nič manj različne globalne interese in ambicije. Konec hladne vojne sta 3. decembra 1989 razglasila generalni sekretar Sovjetske komunistične partije Mihail Gorbačov in ameriški predsednik George H.W. Bush. V času hladne vojne sicer ni prišlo do neposrednega vojaškega spopada med velesilama in njunima vojaško-političnima blokoma, torej vroče vojne. Res pa, da leta 1948 v času berlinske krize in leta 1962 v času kubanske krize ni mnogo manjkalo. Prišlo ni niti do prekinitve diplomatskih odnosov med velesilama. Bil pa je to čas gospodarskih pritiskov, propagandnih spopadov, subverzij in vojn prek nadomestkov in dolgotrajne oboroževalne tekme in tako naprej. Hladno vojno so, kot vemo, dobili ZDA. Njen konec se opada s propadom Sovjetske zveze, s propadom komunizma ter združitvijo Nemčije. Če smo v času hladne vojne in dveh vojaških blokov NATO in Varšavskega pakta govorili o bipolarnem svetu, je po njenem koncu nastopilo obdobje ene in edine velesile ZDA. Glede razporeditve moči med državami v mednarodnem sistemu gre lahko za eno, dvo, tri in več polarnost. Unipolarity, bipolarity, tripolarity, multipolarity. V času hladne vojne je torej šlo za dvo, po njej, ko so, kot rečeno, absolutno prevladovale ZDA, pa za eno polarnost. Prevladujoči vpliv ZDA na gospodarskem, vojaškem, kulturnem in tako naprej področju je bil nesporen kakšnih 25 let. V tem obdobju Charles Krauthammer, ameriški publicist, ga je označil kot unipolar moment, enopolarni trenutek. Torej, v tem obdobju, na prelomu 20. in 21. stoletja, je po mnenju nekaterih zavladal nov svetovni red, Pax Universalis, svetovnega miru. Oboroževalna tekma se je umirila, na mejah se niso več kopičile čete, med velikimi silami je zavladal mir, mednarodna trgovina je postala bolj ali manj svobodna in globalna, tržno gospodarstvo prevladujoče, močno se je povečal svetovni BDP in razširila se demokracija. Tekmovanje je zamenjalo sodelovanje. Prišlo je, kot rečeno, do vnovične združitve Nemčije in EU je polno zaživela in se še razširila. Podobno veljala tudi za NATO. V bistvu je seveda še vedno šlo za Pax Americana in liberalni demokratični red. Ta je po propadu Sovjetske zveze vključil še več držav srednje in vzhodne Evrope. To je bil tudi čas šibke Rusije in njene pripravljenosti sodelovati z Zahodom. Rast Kitajske se je zdela miroljubna. Zdelo se je, da nevarnosti tretje svetovne vojne ni bilo več. S tem nočem reči, da lokalnih vojn, lokalnih oboroženih spopadov ni bilo. Tu so bile nazadnje vojne na območju bivše Jugoslavije, v
času njenega razpadanja. Vendar grožnje svetovnemu miru so predstavljali le nekaj malopridnih, tako smo jih tako imenovali, držav, teroristi, tihotapci in organiziran kriminal. Koristi od tistih časov oziroma od liberalnega mednarodnega reda smo imeli tudi mi Slovenci. V naših prizadevanjih za lastno državo nam je liberalni mednarodni red s svojimi vrednotami, omenil sem samo odločbo oziroma samo opredelitev narodov, šel na roko. To je bil tudi čas naše vključitve v Evropsko unijo in NATO, vrnitev v zahodni svet, kateremu smo z izjemo krajšega obdobja vedno pripadali. Francis Fukuyama, ameriški politični znanstvenik, je celo menil, da smo prišli do konca zgodovine. In iz zadnjih 100 let sem vam prej na kratko omenil. Naši kraji, naši ljudje so bili pogosto v središču njenega dogajanja. Spomnimo se samo Soške fronte v prvi svetovni vojni, pa dogajanja v drugi, ali pa železne zavese od Ščečina do Trsta v času hladne. Nekateri starejši smo del tega doživeli osebno. Da ga je za konec človeške zgodovine je Fukuyama najprej ugotavljal v istoimenskem članku v reviji National Interest leta 1989 in potem še v svoji odmevni knjigi z enakim naslovom 3 leta pozneje. Menil je, da zahodna liberalna demokracija pomeni vrhunec političnega razvoja človeštva, da je bil na začetku 90-ih let prejšnjega stoletja ne le konec hladne vojne ali določenega obdobja povojne zgodovine, temveč tudi konec zgodovine kot take. Prišli naj bi do končne točke ideološke evolucije človeštva in univerzalizacije zahodne liberalne demokracije kot končne oblike človeške vladavine. Ta naj bi premagala tako fašizem kot komunizem, ki sta temeljila na avtoritarnem upravljanju. Sprva se dejansko zdelo, da večina držav v svetu, tudi velikih sil, soglaša s takšnim svetom. Za nazaj se je sicer postalo vprašanje, ali bi bile ZDA kot zmagovalke hladne vojne lahko nekoliko bolj velikodušne, taktične, do poražene sovjetske, ruske strani. Ali niso morda storile podobno napako kot zmagovite sile Antante v odnosu do Nemčije, ko so jo po njenem porazu v prvi svetovni vojni z Versajskimi pogodbami stisnile v kot? Ali bi lahko storile več, da se je polno pritegne v obstoječi liberalni mednarodni red in njegove institucije? Podobno, ali bi lahko ZDA in Zahod storili več in bolje, da postane liberalna demokracija vabljivejša za države tretjega sveta, države v razvoju, oziroma, kot jih danes imenujemo, države globalnega juga, Global South. Kakorkoli že, liberalni mednarodni red je s časom postajal vse bolj krhek, majav in ranljiv. Začeli so ga ogrožati neliberalni, nacionalistični in avtoritarni nasprotniki. Pri velikih silah je bilo opaziti revizionistične tendence oziroma upoštevanje lastnih interesov in ciljev. Ne gre le za revanšistično Rusijo in spenjajočo Kitajsko in njima podobnih, sorodnih, ki si prizadevata, da bi bil mednarodni red bolj v skladu z njunima avtoritarnima modeloma, če se ga že ne odpravi v celoti. Tu je bilo nenazadnje tudi ravnanje samih ZDA in nekaterih drugih demokratičnih držav, ki trdnosti obstoječega reda ni koristilo. Misli se na njihovo lastno nepolno spoštovanje obstoječih pravil, zapiranje vase včasih, ali brezbrižnost ob eklatantnem spodkopavanju sistema strani tretjih. Najprej, če ostane pri ZDA, v času predsednika Georgea W. Busha mlajšega, spomnimo se invazije leta 2003 na Irak, brez odločitve varnostnega sveta OZN. Pozneje Baracka Obame, ki je sirijskemu predsedniku Bašara Asadu dopustil,
da je z uporabo prepovedanega kemičnega orožja zoper lastno prebivalstvo prestopil rdečo črto, ki mu je predtem postavil, in še bolj v času predsednika Donalda Trumpa in njegovega početja doma in njegove imenujemo transakcijske zunanje politike, enostranskega namesto multilateralnega delovanja, politične potuhe avtokratom, neupoštevane obveznosti do mednarodne skupnosti in zapiranje vase ter izgrade ZDA kot trdnjave. Podobno smo imeli v Evropi. Opravka, to so že prej se bi omenil, z vrsto nemških kanclerjev, z Angelo Merkel vred, kot rečeno, in njihov že omenjeno Wandel-durch-Handel politiko in mižanjem v ruskem napadu na Gruzijo leta 2008 ali Ukrajino leta 2014 in prilaščanjem njunega ozemlja. Isto bi lahko dejal še za katero drugo članico EU, odvisno od ruskih energentov ali od kitajskega trga. Skratka, grožnje, nevarnosti obstoječemu redu niso prihajale od zunaj, ampak tudi od znotraj. Z upadanjem relativne moči ZDA postaja sicer prva sila na svetu in njenim ukvarjanjem same s seboj je očitno začela slabiti tudi njihova zavzetost, da še naprej igrajo tradicionalno vlogo v svetu, liberal benign hegemon, oziroma liberalni benigni hegemon. Po mnenju nekaterih je že prišlo do močne erozije liberalnega svetovnega reda, po mnenju drugih pa ga celo že skoraj ni več. Obstala je bilo še nekaj načel, pravil in institucij. Končal naj bi se leta 2016 z ruskim vojaškim posegom v Siriji in rusko aneksijo Krima leti predtem, kitajskim nepriznavanjem razsodbe arbitražnega sodišča v zemeljskem pomorskem sporu s Filipini, Južno-Kitajskem morju in izvolitvijo Donalda Trumpa za predsednika ZDA. Dvomov o tem, ali se zgodovina vendarle ne vrača oziroma nadaljuje, je s svojim govorom na Münchenski varnostni konferenci leta 2007 napravil konec ruski predsednik Putin. Se pravi, naredil je koncu zgodovine, o čemer je govoril Fukuyama. Ostro je napadal obstoječi mednarodni sistem in vlogo ZDA v njem in dal slutiti agresivnejšo rusko ravnanje. Znana je bila njegova izjava, da je bil propad Sovjetske zveze največja geopolitična katastrofa 20. stoletja. Bilo je očitno, da je poskušal popraviti in da samo išče primeren trenutek. S svojim nasprotovanjem mednarodni ureditvi po drugi svetovni vojni in demokraciji, z nespoštovanjem mednarodnega prava na čelu z ustanovno listino OZN in poudarjenim nacionalizmom predstavlja grožnjo mednarodne stabilnosti. Ameriški politični znanstvenik Samuel Huntington je celo napovedal propad civilizacije. Njegov izvirni članek pod istoimenskim naslovom je iz leta 1993 v reviji Foreign Affairs, bil je preveden v 26 jezikov in razširjen v knjižni uspešnici. Menil je, da starih ideoloških delitev hladne vojne ne bo nadomestila kakšna univerzalna harmonija, pax universalis, ampak da bo do spopadov v 21. stoletju prihajalo zaradi starega rivalstva med različnimi kulturami. S premiki svetovne moči, ta je vse bolj razpršena, po mnenju Kitajske, Rusije in še nekaterih držav na svetovnem jugu, s tem razporeditev moči postaja bolj pravična. Torej, s takšno razpršenostjo in več rokah, kadarkoli v zgodovini, svet postaja več polaren. Več kot dve državi imajo v grobem približno enak gospodarski, vojaški, kulturni vpliv. Vrača se ostra in vsestranska tekma sil. Ne samo ekonomska, tehnološka in vojaška, ampak tudi sistemska. Pojavljajo se novi tekmujoči modeli in kandidati za hegemona, globalnega
ali regionalnega. Zato je svet čedalje bolj nestabilen. Podobnim tekmam smo bili priča sicer že v minulih stoletjih. Vendar današnje tekmice razpolagajo z jedrskim orožjem in umetno inteligenco. Voditelji nekaterih držav, Rusije, Severne Koreje, podobno nedavno minister v izraelski vladi, kar odkrito grozijo z uporabo jedrske oborožitve. Ni več dvoma, da smo priča določeni eroziji odvračanja, deterrence, značilnega za prejšnja desetletja ali, če povem z drugega zornega kota, odmika od liberalnih vrednot. Da v mednarodni skupnosti nekatere avtokratske države dejansko skušajo kot alternativo liberalnemu redu uveljaviti neliberalni red ali celo zakon džungle. V takšni skupnosti si velike, močne države z rastočim ekstremnim nacionalizmom, nekatere oborožene z jedrskim orožjem, prilaščajo tuje ozemlje in vsiljujejo svojo voljo, svojo vladavino, avtokracijo drugim šibkejšim, si prizadevajo za vplivnejša območja in povzročajo kaos. To je svet, ki ne temelji na načelih ustanovne listine OZN, univerzalni deklaraciji človekovih pravic, sprejeti v njenem okviru, in vrsti drugih mednarodnih sporazumov, in za katerega si prizadevata razdiralna Rusija, in pogosto se zdi, da to velja tudi za Kitajsko in še koga. Pri nespoštovanju načela suverene enakosti oziroma neodvisnosti in nevmešavanja, no, tukaj lahko rečem, na kar sicer formalno odločno prisegajo, ko gre za njih, vendar ne pa, ko gre za druge, ter reševanje sporov ne na miren način, ampak silo in koristi dejstvo, da ZDA, še nekatere druge zahodne države, ki so bile med najpomembnejšimi branitelji obstoječega reda, kot že rečeno, niso vedno dosledne pri njegovem spoštovanju. Ko je to pač služilo njihovim varnostnim in drugim interesom. Enako, da same ZDA in njene zaveznice, da se same ZDA in zaveznice marsikdaj spoprijemajo z notranjimi državami oziroma s čedalje slabšim stanjem svoje demokracije. Podobno velja za dejstvo, da se število demokratičnih držav v svetu zmanjšuje in da so avtokratske države včasih tudi gospodarsko uspešne. Skratka, zastavljajo se torej vprašanja, ali bosta liberalna demokracija in zahodna tržna ekonomija res postali oziroma ostali prevladujoči politični svetovni red. Ob hudih nemirih proti koncu leta 2022 na Kitajskem in Iranu, ter ob dejstvu, da v istem letu iz Rusije pobegnilo 1 milijon ljudi, med njimi veliko intelektualcev, je bilo teh vprašanj res nekoliko manj. Vendar nasprotniki liberalnega mednarodnega reda ne mirujo, ne popuščajo. Zadnji prelomni trenutki, ki ne bi kazali na globalno geopolitično transformacijo sveta, imena zanjo še ni, po moje gre bolj za poskus, mimogrede, da do nje pride. Torej, zadnji prelomni trenutki, ki so se vso resno začeli, kot omenjeno, z rusko agresijo na Ukrajino in vse bolj agresivno obnašanjem Kitajske v vzhodnem in južnem Kitajskem morju, se nadaljujejo. Vrsta držav se danes čuti opogumljene, da svoje interese enostavno uveljavlja silo, mimo dialoga, se pravi diplomacije, mimo mehanizmov za mirno reševanje sporov. Priča smo kitajski zaostritvi glede Tajvana, etničnemu čiščenju Azerbajdžana na Gornjem Karabahu, številnim spopadom v Afriki in nenazadnje vojni med Hamasom in Izraelom. Se bom na njo še vrnil malo kasneje. Ne gre pozabiti tudi na našo neposredno soseščino, na Kosovo in Bosno in Hercegovino, kjer nekaterim rojijo po glavi podobno razmišljanja, reševati zadeve silo, in ki samo čakajo svoj trenutek. Rusija je izkoristila, oziroma skušala izkoristiti relativno zmanjševanje moči ZDA, njen kaotični umik iz Afganistana, njene notranje težave, tendence, da zmanjša svojo prisotnost
v nekaterih delih sveta, mislim predvsem na Evropo pa na Bližnji vzhod, in se osredotoči na azijsko-pacifiško območje oziroma Kitajsko kot njeno glavno tekmico. Ocenila je tudi o pogosti neenotnosti Evropske unije, da je to pravi trenutek za invazijo na Ukrajino in njeno podreditev ali kar izbris. Kitajska je enako prepričana, da moč in vpliv ZDA slabita, da prihaja njen trenutek in da bo Tajvan priključila zlepa ali grda, se pravi silo, če bo potrebno. Azerbajdžan je izkoristil zaposlenost Rusije in Evrope z vojno v Ukrajini in silo etnično očistil Nagorno-Karabah Armencev. Iran je v vsem omenjenem očitno videl priložnost, da v pogumi izkoristi svojega varovanca v Gazi Hamas, oziroma bolje, da izkoristi res tragičen položaj Palestincev na okupiranih območjih, da z najbolj grobno silo, pokolom židovskega prebivalstva, da vedeti Izraelu in njegovemu zavezniku ZDA, da se bodo karte v tem delu sveta premešale. Da prihaja čas, ko bo kolo na Bližnjem vzhodu vodil teokratski režim Irana, ki postaja vse močnejši, tudi s pridobitvijo jedrskega orožja. Jaz osebno mislim, da lahko Iran, če hoče, če se tako pač preračuna, da se mu to izplača, izdela jedrsko orožje, kadar če. Ima toliko obogatenega urana, da je to možno. V svojem fanatičnem nasprotovanju Zahodu, še naprej o Iranu, in liberalnem mednarodnemu redu, je, kot se pogosto sliši, kot vode axis of resistance, os odpora, skušal zabiti še en klin med njim in globalnim jugom, med Zahodom in globalnim jugom. Gibljamo se torej v smeri 3 in več polarnosti. Po mnenju nekaterih ne gre izključiti vrnitve v dvopolarnost. Kitajska, Rusija in partnerji Iran, Severna Koreja na eni, ter ZDA, Evropa, Japonska in ostale zavezniki na drugi strani. Se pravi, globalni vzhod, poleg že omenjenih še Belorusija, Severna Koreja, Sirija, Eritreja, Venezuela in Kuba, proti globalnemu zahodu, oziroma se mi zdi, da ta vzhod, v narekovajih, ki se naprej omenil, si celo pa želi globalni vzhod, globalni jug, ali pa ostali svet proti zahodu. Oba preomenjena tabora se naj bi prizadevala k sebi privabiti srednje sile globalnega juga, tudi zaradi njihovega naravnega bogatstva. Nekatere težje vidijo zametke nove hladne vojne. V zadnjih letih, v času ameriškega predsednika Bidena, je dejansko prišlo do zbliževanja demokratičnih držav ZDA na eni in do večje popularnosti Kitajske in Rusije med državami v razvoju. Vendar osebno se ne strinjam, da smo v hladni vojni. Ekonomiji ZDA in Kitajske sta še precej povezani. To velja tudi za druge stike, kar ni bil primer v času hladne vojne med Sovjetsko zvezo in pa ZDA. Tudi ideološka tekma med njimi je bila veliko hujša, kot je po moje trenutno med ZDA in Kitajsko. Vrsto držav se tudi upira uvrstitvi v enega od blokov in se za razliko od preteklosti odloča ne za neuvrščenost, ampak za tako imenovani multi-alignment, povezovanje z več tujimi silami, tudi med seboj nasprotnimi. V neki zadevi z eno, v drugi zadevi z drugo silo. Kot primer bom dal Indijo, je članica BRICS na eni strani, s Kitajsko, Rusijo in tako naprej, in članica Quad na drugi strani, ZDA, Japonska in Indija in pa Avstralija. Po mnenju tretjih pa gre za takšno razpršitev moči v svetu, da je mogoče govoriti o oblikovanju non-polar world, nepolarnega sveta. Lahko bi tudi rekli, da imamo na polovici 3. desetletja 21. stoletja
pravzaprav upraviti z elementi vseh omenjenih sistemov. Vprašanje pa je, ali je tak svet, v katerem je vpliv Zahoda manjši, kjer se je unipolar moment končal, kjer torej ni več toliko prisoten ameriški hegemon, ki je do sedaj zagotavljal globalni red in stabilnost, tudi nujno varnejši. Stvar debate, tudi današnje. Ne? Za nodobne akterje, ki skušajo uveljaviti avtokracijo nad demokracijo, za katere so človekove pravice v drugem planu, pa naj bi bil to vsekakor pravičnejši svet. Vendar več kot občutek je, da gre za svet brez pravil. Če pa že so, je to predvsem pravilo močnejšega. Angleški imajo lep izraz, might is right, in interesnih sfer. Na to, po moje, ne smemo pristati. Na agresijo in terorizem se je treba odločno odzvati, saj drugače dobita še večji zagon. Lansko leto je bilo od genocida v Ruandi leta 1994 na svetu najbolj smrtonosno. Vojno nasilje v Ukrajini in Afriki na čelu z Etiopijo je vzelo 280 tisoč življenj. V zadnjih 24 mesecih smo priča presenetljivemu številu novih, obnovljenih ali eskaliranih oboroženih konfliktov. Trenutno jih je na planetu 59. Zdaj, jaz preverjati nisem šel, se mi zdi, da je podatek vendarle dokaj kredibilen. Torej, 59 takšnih oboroženih konfliktov, ki bi jih lahko označili za vojne. Ne? Tako neuradno za vojno velja pač tisto, ki zahteva vsaj tisoč žrtev. Ne gre se tudi sprijazniti s tem, da vlade niso edine z monopolom nad silo, da so marsikdaj nevladne skupine celo močnejše in razpolagajo tudi z raketami dolgega dosega. Primer za to je recimo Hezbollah v Libanonu, še en varovanec Irana. Zdaj pa je moja, rekel, stališče. Po moje je treba liberalni mednarodni red ustrezno posodobljen ohraniti. In tu bi EU, naša širša družina, lahko odigrala, ali pa EU pa države članice seveda, odigrala pomembno vlogo, recimo z nadaljnjo vojaško ekonomsko pomoč v Ukrajini, da se ubrani agresije, z zavzemanjem za oblikovanje palestinske države ob izraelski in tako naprej. Ne nazadnje, ker menim, da s tem EU, države članice, branijo vrednote, na katerih počivajo. In poleg tega, obstoječi red je kljub svojim pomanjkljivostim med drugim vendarle preprečil spopad med velikimi silami in milijonom ljudi po svetu omogočil, da se rešijo revščine. Če primerjamo stanje danes ali pa par desetletij nazaj. V njegovo dopolnjevanje in ohranjevanje pa je treba poskusiti pritegniti domoljubce, še posebej Kitajsko. Je ne izolirati, torej nisem za kakšen decoupling, ne ekonomski, ne diplomatski, Zahoda, ZDA s Kitajsko, ampak jo skuša prepričati, da svoje razvojne ambicije lahko vendarle doseže v okviru obstoječih norm. Rekel sem, delno prilagojenih. Predpostavljam, da si tudi ona želi miru, stabilnosti in razvoja in ne nazadnje, dosedanji sistem je omogočil izreden skok, da iz dežele tretjega sveta se pospne v sam svetovni vrh. V tem mojem prepričanju, da je treba poskusiti, me ne nazadnje hrabi tudi to, da je Kitajska nedavno dala vedeti, da bi se lahko pridružila pogajanju o strateški jedrski oborožitvi oziroma nadzoru nad njo, do zdaj pač bilo, češ, to je stvar ZDA in pa Rusije, nas Kitajce se to ne tiče. Nadalje, da sta se pred dnevi predsednika Kitajske in ZDA dogovorila o sodelovanju v boju proti podnebnim spremembam.
Enako velja, torej, da se jih pritegne, za tiste države globalnega juga, ki se čutijo marginalizirane pri mednarodnem odločanju. Torej, multilateralizem, ki je pač že nekaj časa v neki določeni krizi, je treba ohraniti oziroma okrepiti. Že prej sem parkrat namenil, da je pač nekaj sprememb pri vsem tem vsekakor nujnih, vključno s spremembami znotraj multilateralnih organizacij, začenši z OZN, ki so nastale pred 70 leti. Zahod se torej določenih kompromisov ne bo mogel izogniti. Svet je danes vendar drugačen, kot je bil pred desetletji. Njegov DNK ni več le zahodnega tipa. V državah sveta obstajajo, če ne všeč ali ne, različne politične in ekonomske ureditve. Vrednote kot svoboda ali demokracija se z ozirom na lokalne navade in kulturo manifestirajo na načine, ki so včasih nekoliko drugačni od naših zahodnih. Torej, poskusite treba z njim živeti in najti nek modus vivendi. Kitajski bo treba priznati, da je postala druga sila na svetu in da brez nje in sodelovanja vrste drugih akterjev z vseh kontinentov ni moč uspešno reševati perečih svetovnih zadev in z njimi povezanih varnostnih, ekonomskih in socialnih problemov. Če jih naštejem le nekaj: podnebne spremembe, varstvo okolja, pandemije, dokončno odpravo revščine, migracije, že omenjen nadzor nad jedrsko oborožitvijo in sedaj še umetno inteligenco. Zahod se bo moral poleg tega tudi dosledne držati lastnih pravil in se izogniti očitkom o dvojnih standardih. Čisto na koncu mi dovolite, da se za trenutek še vrnem, kot sem prej rekel, na sedaj aktualno vojno med Hamasom in Izraelom, ki po moje ta vojna dopolnjuje proces, ki je začel ruski predsednik Putin in ki odslikava nestabilnost in nevarnost današnjega sveta in šibkost trenutnega svetovnega reda. Abdullah Gül, nekdanji predsednik Turčije, se pri izraelsko-hamaški vojni sprašuje, ali smo še resnično zavezani ohranitvi na pravilih temelječega globalnega reda, ki počiva na skupnih vrednotah, ali pa smo se že sprijaznili z fragmentiranim in povsem polariziranim svetom, v katerem dosedanje vrednote praktično nimajo nobenega pomena več. Kot mednarodni pravnik ne omenim, da se je tudi tu ponovilo eklatantno nespoštovanje ustanovne liste OZN, resolucije Varnostnega sveta OZN, ter v nekaterih primerih tudi mednarodnega humanitarnega prava, Ženevskih konvencij, Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča. Pri tem seveda mislim tako na eni strani na voditelje Hamasa, spomnimo se pokolov ugrabitve izraelskih civilistov 7. oktobra letos, pa primeru zatekanja k živemu ščitu, kot izraelsko vlado, pri njej pač, ko gre za primere vprašljivega, da ne rečem, nespoštovanja načel mednarodnega humanitarnega prava, vojnega prava, razlikovanja med civilnimi cilji pa vojaškimi, med vojaki in civilisti, previdnosti in sorazmernosti pri vodenju vojaških operacij. Se pravi, vojaški cilj doseči z čim manjšim številom, če že ne gre drugače, čim manjšim številom civilnih žrtev, to tako na kolateralno škodo. Zahod bo moral izredno paziti, kako bo odigral svojo vlogo pri iskanju dolgoročne, trajne rešitve bližnjevzhodnega problema, te matere vseh kriz, kot smo jo pač pred leti imenovali. Zdi se, da sta v strateškem, tole bi rekel, poleg dejanj, izgleda pomeni tudi, kako se ta dejanja predstavijo svetovni javnosti. Govorimo tako na strateškem komuniciranju. In moram reči, da tukaj vidim, da sta Kitajska in Rusija veliko bolj uspešni od Zahoda. Poglejte, države globalnega juga so dostikrat precej nastrojene zoper zahodne države, včasih povsem upravičeno,
bivše kolonizatorje, ne pa do Rusije. Enako kolonialne sile, ne sicer v Afriki, ampak v sredi Aziji, Kavkazu, vzhodi Evrope in danes v Ukrajini. Zahodu se očitajo dvojni standardi, zopet ta globalni jug, glede zopet včasih človekov upravičijo, glede spoštovanja človekovih pravic in mednarodnega prava, vendar te iste države pozabljajo na Kitajsko, na njeno tlačenje, da rečem genocid nad Ujguri, očetjem v Tibetu, Hongkongu in tako naprej. Li Changchun, svoj čas vodja propagande kitajske komunistične stranke, je dejal, prav, kultura tiste države, ki ima najmočnejše komunikacijske zmogljivosti, se bo širila daleč in široko. In ta država bo najvplivnejša v svetu. Torej, silo, kot si predstavljajo ekstremisti, zdaj na izraelski, zdaj na palestinski strani, se po moje tudi na Bližnjem vzhodu ne bo dalo, ne bo šlo. Zahod upravično obsoja početje Hamasa, upravično prizna Izraelu pravico do obrambe, vendar bo moral ta isti Zahod bolje prisluhniti upravičenim zahtevam Palestincev po enakopravnejšem položaju oziroma samoodločbi. Dejal sem, da je samoodločba ena od načel liberalne mednarodne ureditve. Izkoristili so jo Izraelci leta 1948, izkoristili smo jo mi leta 1991 in seveda imajo vso pravico, da jo izkoristijo tudi Palestinci. Zahod, Evropska unija in s tem Slovenija se morajo odločno postaviti na stran dialoga in političnega procesa, ki bo k temu dvema državama pripeljal. Pri tem se ne sme pristajati na nadaljnjo nelegalno izraelsko okupacijo ozemlja zaseženega po vojni leta 1967, mizerno stanje palestinskega ozemlja oziroma njihovim človekovim pravicam, oziroma njihovih človekovih pravic, da uporabljam kaj bolj močnega izraza, kot je apartheid, nelegalno širjenje judovskih naselij na Zahodnem bregu, poskuse nadaljnjega razseljevanja Palestincev in tako naprej. Boriti se mora Zahod proti prepričanju v arabskem in muslimanskem svetu ter drugje na globalnem jugu, da so življenja Palestincev manj vredna od življenj Izraelcev. Drugače tvega, da bo to, kot pravi Sultan Barakat, je profesor iz Doha instituta v Katarju, zadnji žebelj v krsto liberalnega mednarodnega reda in s tem res veliko darilo Rusiji in Kitajski. Da zaključim, ob nujnih dopolnitvah je po mojem vendarle potrebno ohraniti osnovne značilnosti, odločno braniti in obraniti osnovna načela mednarodnega liberalnega reda. Stvar še ni izgubljena, večina prebivalstva planeta si še vedno želi živeti na Zahodu, soft power, ta mehka moč Zahoda je še vedno močna. Vendar, če ne bomo pozorni, če ne bomo odločni, se kaj lahko zgodi, da bo obstoječi red, liberalni mednarodni red, nadomestil drugi, ne nujno boljši. Še verjetnega bosta nadomestila nered in kaos. Kakor je zapisal ameriški zgodovinar in zunanji politični komentator Robert Kagan, je mednarodni liberalni red kakor vrt, ki potrebuje stalno nego. Drugače ga bo prerasla džungla in vase potegnila vse nas. Hvala lepa. Ja, hvala lepa. Hvala za to izjemno zanimivo analizo dogajanj, ki so pripeljala do današnjega stanja, do posameznih dogodkov, ki so oblikovali našo sedanjost. Jaz odpiram razpravo. Mislim, da je veleposlanik Cerar nakazal vrsto zanimivih elementov, na katere do nekaterih verjetno morda na nekatere gledamo drugače kot on, vendar
stvari so zelo zapletene. Če samo to, kar je tudi veleposlanik omenil, nekateri govorijo kot en primer, da je obstoječi mednarodni red preveč koristil Kitajski, da je bil sprejem Kitajske v WTO napaka. Vedno je moč pokazati kak primer in iz njega potem izpeljati marsikak zaključek. Da ne bom jaz govoril, dajem besedo, kdo se bo javil prvi, običajno prebije led kak junak in upam, da se bo to zgodilo tudi sedaj. Častni predsednik, če ne pa za vse ljudi. Kolega Božo, tvoja analiza je izčrpna in mislim, da je veliko tega problema, kar nas danes resnično lahko prejme. Da podam tako eno iztočnico. Strinjam se v bistvu z vsem, kar si naložil in zgradil to zgodbo. Ampak tvoj zaključek pa imam pa eno rezervo, da se treba boriti za ohranitev obstoječega reda. Kakorkoli si jaz osebno bi želel, da bi ta red še obstajal, se bojim, če se lahko samega sebe imenujem kot pripadnika realistične teorije o mednarodnih odnosih, to ni več nažalost vzdržno. Danes je prišla novica, da je umrl po 100 letih Henry Kissinger. Njegova zadnja pot, mislim, da je bila na Kitajsko. Tukaj sem bral, kratkim, da se je podaljšal na Kitajsko. Sigurno ni šel gledati znamenitosti, obujati stare spomine. To je bil človek, ki je svetoval vsem ameriškim administracijam in ki ga je skrbela raven te konfrontacije za Kitajsko, ki v Ameriki sicer že vsi že leta priznavajo kot glavno nevarnost za ohranitev ameriške vloge, edinstvene vloge v svetu. Ampak on je bil resnično realist. Vsem napakam je znal pravilno ocenjevati stanje v svetu. In je seveda kot temelj ravnanja držav vedno imel nacionalne interese. Poglejte, mednarodna skupnost, sodobna skupnost ima 3 glavne etape, če vzamemo Vestfalski mir, Dunajski kongres, Sveto alianso in pa vojsko Združenih narodov. Od prve do druge je minilo skoraj 400 let, ko govorim o mednarodnem redu. Od druge do tretje je minilo skoraj 200 let. In zdajšnja, kot je, jaz ne verjamem, da bo dočakala prekolovljenih 100 let. Zdaj je 80 let od tega, kar je obstoječa mednarodna ureditev veljavna. In seveda, mednarodno ureditev, kako se je lahko spreminjala? Z vojnami, in to je doslej v zgodovini vedno veljavno. Drugič, ali je to posledica neke globalne kataklizme, recimo že sam koronavirus je nakazal, kako v globaliziranem svetu to lahko načne. In dejansko je bila korona na višku, je korona ne povzročila, ampak razgrnila vse slabosti tega globaliziranega sveta. Ampak sreč se je zaustavila. Ampak ta nevarnost še ni. In tretji način je seveda miroljuben dogovor med glavnimi akterji. Ta je pa seveda z najboljšimi nameni najtežje pričakovan in je najtežje doseči. In jaz tudi osebno dvomim, da bi do tega prišlo. Zdaj pa, kaj pa je potrebno za stabilnost mednarodne družbe? Tu je Henry Kissinger bilo tudi čisto jasno. Zato je vedno deloval v teh kategorijah. Ravnotežje moči. Drugič, soglasje držav o pravilnih obnašanj. Tretjič, seveda,
jaz dodajam temu spoštovanje teh pravil. In četrtič, obstoj vizionarskih voditeljev, ki si upajo, ki imajo vizijo, in ta vizija nedvomno bila prisotna že v času Wilsona po prvi svetovni vojni in Roosevelta po drugi in ne drugi svetovni vojni. Teh vizionarskih voditeljev, ki bi videli preko mandata 4 let, tako rekoč danes ni. In pa seveda po neki učinkoviti, uspešni diplomaciji in pa po spoznanju o potrebi prilagajanja spremembam. Ničesar zdaj ne vidimo, da bi se vlasti Washington trudil, da bi se prilagajal spremembam, ki so nastale v svetu. In seveda, ta obstoječi mednarodni red je paraliziran, on je začel razpadati že kar nekaj časa pred 11. septembrom, ampak 11. september je po mojem oceni to razpadanje pospešilo. In temu smo še priča dan danes. Zdaj, jaz mislim, da ni vzdržno več ohraniti obstoječi mednarodni red. Sej začeli so ga kršiti tisti, ki so nanj prisegali, pa ki so ustvarili pravila. Te pravila več so omejevala polje njihove svobodne aktivnosti, so začeli ta pravila kršiti. Danes imamo, da to poenostavim, Ameriko, ki si želi ohraniti na pravilih osnovani mednarodni red. Rusija si želi vrnitev v čase, ne neko spremembo mednarodnega reda, ampak samo vrnitev v čas, bom rekel, od carske Rusije, pa do takrat, ki je uživala status velesile. Koncert. Bom še prišel do tega. Kitajska si želi tudi spremembo, prilagoditev novim razmeram. Težko je temu porekati. Kitajska je v desetletjih prej se najbolj povezovala z pojmovno skupino 77, to so bile nerazvite države. Poglejte, kaj se danes dogaja. BRICS se bo širil. BRICS se bo v naslednjih letih širil v eno skupino držav, ki bo predstavljalo bistveno težišče svetovnega juga. In to bo spreminjalo razmerja stvari. Kitajska se bo priključila nekoč pogajanj o nuklearni razorožitvi, ampak po mojem oceni ne prej ne bo vsaj v osnovi se približala obsegu nuklearnih politik, ki jih ima ta Rusija in Amerika. Jaz mislim, da je to Kissinger čisto normalno razumel. Prej se ne bo temu pridružila, dokler ne bo s pozicije moči lahko nastopala teh pogajanj. Tisto, kar je danes nevarno, je po moje, da pri živem telesu ta red razpada pred našimi očmi in da nimamo ničesar, kar bi nadomeščalo. Nova pravila ne nastane kot to. Zdaj, tisti, ki ustvarja nova pravila, sam če se omenim mednarodne finančne institucije, kdo jih je ustvaril, ta pravila obravnav še zdaj velja, Kitajska želi ta pravila spremeniti. Ampak vidimo ne nastajanje novih, vidimo samo nastajanje paralelnih inštitucij. Ali je to Amerika, ali pa to Kitajska. Nihče noče porušiti obstoječega mednarodnega. In mislim, da je to dobro, kajti najpove, kar je bil vakuum, ki je recept za kaos. Tisto, kar skrbi, je, da nima nihče danes nobene vizije, nobenega pogleda, kako zdaj svet v smislu globalnega upravljanja peljati naprej. Mislim, da ni vzdržno več to, kar imamo danes. In seveda govori, da je nekaj nepotrebno, je preuranjeno, kot velja za mednarodni red, da ga ne smeš porušiti, če nimaš nekaj novega. To organizacija Združenih narodov, kljub vsem defektom, jo ne moramo ukiniti, ker danes ne bi mogli ustanoviti nove organizacije, ker tega soglasja ne bi bilo nikoli.
Leta 1945 je to soglasje narekovale zmagovite sile po koncu vojne. Pa si želimo novo vojno? Ne. Torej, mene seveda ta proces skrbi, ne dvomno, ampak še bolj me skrbi odsotnost vsake vizije, kako bi pripeljali svet v stabilne okvire. Ja, nova sveta aliansa je bila ideja, mislim, si tudi enkrat pisal na to temo. Jaz sem se tudi na način odzval, zanimiv, da je najboljši ameriški think tank lansiral. In verjamem, da bi Putin to idejo vzel takoj pod svoje okrilje. In če bi bila to kot ena prehodna rešitev, prav neka modificirana sveta aliansa, bi se jaz tudi pod njo podpisal. Odgovornost velikih sil, da organizirano, omogočajo stabilen prehod iz enega stanja v drugo. Ampak uradni Washington se na to ni odzval. V tistem času se je Biden odzval z idejo o D10, 10 demokracij, kar je čisto na dialoških osnovah, kar ne drži vode. In se bojim, da bomo še priča enemu procesu razpadanja te ureditve in povečanih tveganjem v svetovni del in varnost. Torej, projekcija je zelo slaba, težko biti optimist in mislim, da si ti nam to danes to dobro predstavil, ampak mislim pa, da pot do rešitve ne bo vztrajanje na ureditvi takšna kot je. Kajti to je vir nesporazumov. In jaz bi upal, da vse Kissinger kaj pametno dogovarjal na Kitajske, da je nekaj ponudil. Dogovor, da predvsem moč naj iskati za dialogom med Kitajske in Lahko to nastav? Ja, hvala lepa. Ja, Jaz bi samo še enkrat rekel, zakaj se jaz zavzemam. Jaz se zavzemam za ohranitev ne takšnega reda, kot je. Jaz sem govoril o dopolnjenem, o določenih spremembah. Se pa zavzemam za ohranitev osnovnih načel. Med drugim tudi načel, ki so več ali manj v ustanovni listini, reševanje nesporazumov, ne s silo, ampak jaz sem za ohranitev teh bistvenih osnovnih načel. Daleč od tega, da bi rekel, ta sistem, ki bi leta 1945 postavljen zveličaven, to danes ni. Absolutno ni. Je treba iskati, bi človek rekel, en kompromis, da pač nekako bolj poenostavljeno. Tudi zaradi tega, zaradi bojazni, ki si jih samo rekel. Zdaj reči, ok, to ne velja nič, gremo nekaj novega, kaj je to novo? Kako pride do tega novega? Zaradi tega pravim, pejmo počasno, pejmo na postopne, bi rekel, dopolnitve na to pletje tega vrta, ampak vrt še zmeraj nekako osnovna začina pa še zmeraj ostane. Ja, doktor Kunič. Hvala za besedo. Najlepša hvala za ta res krasen prikaz teh dogodkov in sem zelo vesel, da smo bili prisotni v tem predavanju. Res čestitke. Seveda, jaz se zelo strinjam s tem, kar si rekel, da je treba ohraniti red. Ne takega reda, ampak se skušati ohraniti red, pa ga modificirati. Čakati na nekoga Deusa ex machine, na neko zgodovinsko osebnost, take osebnosti so bile. Vemo, da je judaizem spremenil Kristus, ki je spremenil te osnovne postulate judaizma. Torej, vedno se bo najdel kakšna takšna osebnost, ampak čakati na to se mi zdi, da je nekoliko preoptimistično, bi rekel. Torej, s tem se zelo strinjam, da je ta treba red ohraniti, ga treba spreminjati, ampak bojim se pa vedno nečesa. Namreč, kaj pa je
mednarodni red. To je vendar spisek vseh protokolov, konvencij in tako dalje, vseh pravnih aktov, multilateralnih, bilateralnih in tako dalje. Kako pa ne pričakujemo od neke skupnosti, ki pa ni članica nobene take institucionalne ureditve, da bo ta red spoštovala. Za njih je to vsiljen red. Kako ne mi od Palestincev pričakujemo, da se bodo držali nekega mednarodnega reda, če pa niso priznani. In mislim, da je pomembno, da se mednarodna skupnost zavzame za to, da so tudi take skupine na nek način, če smem izraziti, Božo, se ti boš to boljš vedel, kot jaz, članice tega mednarodnega reda. Ker to potem nekatere države izkoriščajo, strašno modro to izkorišča Iran. Njemu je jasno, da namreč oni se mednarodnega reda zelo držijo. Pogodbe, ki so jih oni sprejeli, se jih zelo držijo. To je neverjetno. Ampak spodbujajo pa vse tiste, ki niso v tem čovnu, če smem reči, da to maksimalno zminirajo, če smem uporabiti ta izraz. Torej, to je moje stališče. Drugo pa, kar bi rekel, prav je, kar si poudaril, kako naj Slovenija pravzaprav ravna. Nisi dal velikega poudarka v svojem predavanju, to točno. Povedal si tudi, za kar se naj zavzemamo seveda v okviru svojih možnosti, in tukaj bi ti samo rekel, da se s teboj v celoti strinjam. Še enkrat hvala. Ja, hvala lepa. Bojan Grobovšek. Ja, te pridružujem, zelo lep prikaz, schematično, trudolizem, teh problemov, ki obstajajo, zelo si se potrudil, čestitam. Sedaj pa se bom pa malo odmaknil od nekega klasičnega, tradicionalnega, kategorijalnega aparata, ki je bil uporabljen. In za začetek, glede besede pesimizem, bi si upal trditi, da absolutno gotovo so razlogi tudi za zaskrbljenost, vendar, pa ne se še tako mogoče preveč enostavno, mislim, da malo ta pesimizem izhaja tudi iz nekega skoraj kulta negativnosti, ki danes obstaja. In to ga razširjajo mediji. Dobesedno. Pravzaprav problemi so vedno bili, samo nismo vedeli o njih, oziroma se jih ni tako medijsko publiciralo in magnificiralo in dajalo v ospredje in iskalo predvsem nerešljivost. Zdi mi, da je to pomembna zadeva. S tabo se strinjam načeloma, in uporabil bom to, kot ti praviš, kriza zahodnega sistema, in rekel, bom povrnil v to pisanje o zatonu. Mislim, da če pristopimo pa malo, damo te zadeve pod lupo, vidimo, da ta zaton ni tako strahoten, kot to zgleda. V končni fazi osnovne, mislim, Bretton Woods sistem nekako še vedno obstaja. Tudi glavna, absolutno glavna velesila obstaja v ZDA. In tisto, kar si tudi ti rekel, ja, večina ljudi na tem svetu bi želeli imeti zahodni sistem, kakorkoli že, če ne drugega gospodarske prednosti, ki ta prinaša. Tisto, kar je, se mi zdi zelo zaskrbljujoče,
govorimo zdaj o zatonu Zahoda, problemu Zahoda, in sem nekoč napisal, nekoč bo prišel do tega, ampak upam, da čim kasneje, je, da problem, tisto, kar ne vidimo, glede na ta naš kategorijalni aparat, ki ga imamo, je problem znotraj Zahoda. In zdaj pa gremo k glavni. Ja, Evropa, ja, se strinjam, Evropa bi lahko imela nekaj svoje poslanstvo, ampak zdaj, ko pridemo k odločujočim trenutkom, vidimo, da in noče imeti, ali pa ni sposobna. Potem se pa skrije za ZDA, ampak tako je. Populizem na Zahodu. To se mi zdi, da je en izmed teh, to nažira ta pozitivnost Zahoda oziroma tega modela, ki ga imamo. Mimogrede, absolutno zaobsojati Hamas in vse, ampak v končni fazi znotraj Izraela, ki je demokratična država z napakami, ki zadevajo ravno tretiranje Palestincev, definicijo samo, nimajo ustave, ravno zato, ker še vedno se ne more razmeniti, da so to judovska, so definirani pač po religiji ali po etniji ali kakorkoli že. Gledamo te procese. Populizem znotraj te demokratične države je še vedno, koliko časa pa še bo, če bo šlo tako naprej. Čeprav tisto, kar se je dogajalo in kar je verjetno tudi deloma spodbudilo to mesarski atentat oziroma vojno udar Hamasa, je kriza znotraj Izraela, ki ga je povzročila populistična vlada. Netanjahu. Ampak zdaj je glavno, ki si tam tudi bil veleposlanik, ZDA. Zelo prelomen trenutek, vendarle, hvala Bogu, že samo 4 leta traja, ampak lahko se pomeni, to bo potem kar, se mi zdi, da je obdobje predsednika Trumpa. Tu so se začele nažirati ta zahodni sistem, njegov dvom NATO, povezanost Evropo, odstop od raznih že domenjenih globalnih tem in da ne govorimo tudi demokracija znotraj ZDA. V končni fazi ni to slučaj, da je Putinov režim, to besedno financira populiste po svetu. Desni, levi, pustimo pa desni, imamo pa desni, vnotraj Zahoda. In tu se mi zdi, da je tisto, kar bo prekretnica. Ti si rekel in se bom počasi končal, ti si rekel, sedaj je ta trenutek. Sedaj je tudi raztegljiv pojem, absolutno. Mislim, da bo naslednje leto en izmed teh, namreč volitve v ZDA. Kaj, kako in kaj naprej? Namreč, če bomo prišli zopet, recimo, neka zmaga populizma, Trumpa na teh volitvah, to je pa lahko res prelomno in zaskrbljujoče za zahodni sistem, ki je, če se bolj strinjam, še vedno najbolj pozitivno, kar ima. Evo, to me zanima, ko je to mnenje od tega. Ja, lepo. Bojan, sem tole, ja, jaz sem tudi en tistih, ki z precejšno, ne vem, kaj bi bil ta pravi izraz, bojazni, gleda, kaj bo novembra drugo leto čez lužo, ne. Ja, si rekel, jaz sem bil takrat tam, ne, sem z prve vrste gledal, ko je pač Trump prišel na oblast in moram reči, da sem vrsto let bil zelo velik zagovornik transatlantskega povezovanja, NATO in tako naprej. Še zmeraj sem, ampak po drugi strani pa ravno za te bojazni, sem od enega skeptika strateške avtonomije prešel v nekoga, ki bi se skozi opozarjal oziroma spodbujal Evropo, da ima poleg plana A še kako potreben plan B, ne. Skratka, ja,
od tega, kakšen bo izhod volitev drugo leto v ZDA, nažalost, pravim, pravim, ob tolikih milijonih, koliko vas je, na koncu pride izbira na dva, ki tako ali drugače ni najboljša. Ni najboljše za Američane, pa seveda ni najboljše za svet. In če zmaga Trump drugo leto, potem se Evropi slabo piše. In zahodnemu sistemu. In Posledično. Ja. Imamo še čas za kako refleksijo. Res je velik, ko bi rekel, problem, če tako rečem, da nekatere notranje politične situacije določajo parametre, ki potem oblikujejo odnose med državami in seveda v svetu. Tukaj je normalno, da vemo, da ZDA so pač tiste, ki lahko spremenijo marsikaj. Ampak tudi znotraj Evrope, zdaj vidimo vzpon Wildersa na Nizozemskem, vidimo, kaj se dogaja tudi nenazadnje na Švedskem, vidimo, kaj se dogaja. Evropska unija tudi nima odgovora na marsikatero vprašanje. Zelo veliko energije smo že izgubili okoli Katalonije, ko si že govoril o samoodločbi. Tu se stvar zaustavlja. Ta stvar ne bo, ko bi rekel, umaknjena iz dnevnega reda še v bližnji prihodnosti. Ampak prav to, kar se zdaj dogaja, da zmagujejo na volitvah populisti in pravzaprav spreminjajo tudi obraz same Evropske unije. Že zdaj se špekulira, kaj bo se zgodilo po volitvah evropskih, na katerih se pričakuje, da že zdaj se ugiba, kam se bo prevesila situacija. Torej, o tem se veliko zdaj razmišlja, se piše, in kam bomo prišli, še ne vem. Vendar, da ne bom jaz govoril, je še kdo, ki bi želel kaj dodati k tej današnji razpravi. Morda bi ti, Božo, še kaj dodal? Ne, mislim. Okay. Jaz mislim, da smo se obogatili z današnjim tvojim nastopom in se ti v imenu našega društva res zahvaljujem, se to je tudi tvoje društvo in vse, kar lahko rečem, da povabim, da z enim aplavzom se ti zahvalimo za to. Hvala lepa.